Ali se smučarska sezona zaključuje tudi za najhitrejše brke in brado belih strmin? Govora je seveda o našem najboljšem smučarju prostega sloga, Filipu Flisarju, ki je v letošnji sezoni enkrat stal na zmagovalnem odru, na olimpijskih igrah v Pjongčangu pa zasedel odlično 7. mesto. Filip, lepo pozdravljen v oddaji RTE24. Lep pozdrav. En kratek komentar za začetek vaše letošnje sezone morda. Mislim, sezona je bila, tako bi rekel, ne morem reči, da sem popolnoma zadovoljen z njo. Do olimpijskih iger sem imel sicer eno 5. mesto, ki je bilo ok, ostalo sem imel malo neke probleme, ampak to se meni, ne vem, pred olimpijskimi igrami ponavadi skozi dogaja, zaradi tega, ker je težko, mislim, jasno, prvi cilj so olimpijske igre in težko zdaj nekako se tudi skoncentriram oziroma vse vložim v druge tekme. Tako da, dobro, olimpijske igre tudi mogoče ne tako, kot bi si želel, ampak vseeno 7. mesto je dober rezultat. Za na koncu sezone še pa te stopničke, tako jih toliko malo bolj za dušo kot kajkoli druga. Tako da sem vsaj končal z nekim, lahko rečem, dobrim rezultatom. Moči ste spet združili z nekdanjim trenerjem. Kako se je to kaj poznalo letos tudi na pripravah recimo? Ja, to je bilo dobro, mislim zdaj za to, da mi je Aljoša pomagal na samih olimpijskih igrah, je bilo tako ali tako v vsakem primeru nujno. Zaradi tega, ker načeloma jaz delujem, smo združeni z ekipo Italije, z ekipo Amerike in pač delamo skupaj, ampak v tem primeru sem Aljoša nujno rabo, da mi je na samih olimpijskih igrah pomagal in pa tudi na drugih tekmah. Tako da to je bilo dobro, fajn je bilo imeti enega fajn trenerja ob sebi, s katerim smo že delali in se dobro razumemo. Tako da to v bistvu je potekalo vse zelo fajn. Dobro, zdaj slišali smo prej prispevke na Mariborskem Pohorju, gre sezona počasi proti koncu. Kako je z vašo sezono? So še kakšne tekme pred vami zdaj? Zdaj svetovni pokali so se zaključili in zdaj me čisto vsak, ko me vidi, mi reče, zdaj pa imaš ti pauzo, pa dopust, pa ne vem kaj vse, ampak to v bistvu je še zdaj zdaleč od resnice, ker zdaj v bistvu je za mene ti si najbolj delovni del sezone, ne? Zdaj še imam recimo, zaradi tega, ker sem zaposlen v vojski, v športni enoti, še grem na vojaško svetovno prvenstvo, imam še usposabljanje z vojsko, grem še na češko državno prvenstvo, imam še neke teste smuči, imam še en Red Bullov dogodek na Kaninu 7. aprila. Skratka, dosti nekih stvari še zdaj za narediti do konca aprila, pol pa mogoče lahko rečemo, so ti športni deli mimo, pol pa je za naprej sponzorji, tretje priprava na naslednjo sezono. Jasno pa poleg vsega tega so pa treningi tako na dnevni ravni. No, če še malce pogledamo vaše zasebno življenje, očka boste postali, koliko je bilo to pravzaprav prisotno tudi med tekmami nekako v vaši glavi? Ste morda kdaj pa ravnali zdaj bolj odgovorno, kot bi sicer? Pa mislim, da ne. Ne zaradi tega, ker da bi bil pač nespameten, ampak zaradi tega, ker v končni fazi niti ni zdaj bilo nekih takih rizikov, pa mogoče ljudem se zdi ski cross zelo nevaren, vse v končni fazi je, ne, ampak kot samemu tekmovalcu ni tako hudo, kot mogoče enemu, ko gleda preko televizijskih ekranov, tako da mislim, da to dejstvo zdaj pač, da oče mi ni zdaj, da bi me kakoli oviralo pa to, ne. Jasno pa je, da zdaj naprej pol malo več razmišljaš že o tem, ne, zdaj nekako načrtno provociraš raznih poškodb, definitivno ne. Letošnja sezona je bila olimpijska, kakšna bo naslednja, kakšna so pričakovanja? Naslednja sezoni je spet svetovno prvenstvo, kar je fajn v Ameriki, tako da to je jasno spet, če rečem, neki primarni cilj oziroma nekaj več od vseh ostalih svetovnih pokalov, tako da fokus predvsem je na tem, da sem na vseh tekmah dober, da se mi ne zgodi to, kar se mi je letos, da bi pač enostavno
imel nek malo slabši del na samih svetovnih pokalih. Tako da probam tako, da recimo lansko sezono, ne, je tudi bila cela sezona uspešna, plus tega, da je to bilo tudi dobro na samem svetovnem prvenstvu. Ne. Tako da. Za konec vprašanje, ki nas zanima seveda vse oboževalke in oboževalce, ali bodo pohorske šunke zdržali do naslednjih olimpijskih iger? To me dosti kdo vpraša, pa še tudi samemu sebi nisem uspel odgovoriti. 4 leta moramo vedeti, da je daleč, pa ne samo to, da je 4 leta dolga doba, pa da dolgo traja, treba je vedeti tako, ne, zdaj, če gre nekdo na olimpijske igre z namenom, da bo dal največ, kaj gre, ali pa greš na olimpijske igre z namenom, da zmagaš oziroma osvojiš kolajno, kar je definitivno bil moj cilj in je realen in jasen in v tem primeru je v teh 4 letih ogromno stresa in ogromno nekega, ne samo odrekanja, ampak pač dosti je dela za tem, dosti je psihičnega napora in to je v bistvu dosti težje. Ne? Tisti, ki so ob meni, moja Monika, mama, prijatelji, vsi vejo, kaj to za sabo potegne in bom videl. Tako, ko zdaj rečem, si mislim težko, ampak večkrat sem že rekel, da sem včasih malo nor, mogoče pa celo, ne, bomo videli. Dobro, lepo. Vse dobro želimo, tako v športnem kot zasebnem življenju in hvala, da si bili naš gost v oddaji RTŠ24. Z veseljem, najlepša hvala.